Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Naša današnja gostja je vodja specializiranega hematološkega laboratorija kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, ki ga je profesor dr. Samo Zver pred časom poimenoval Srce in možgani sodobne hematološke klinike. Izredna profesorica dr. Helena Podgornik je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, pa potem nadaljevala podiplomski študij z področja biokemije, kjer je magistrirala in doktorirala, ter kasneje z področja medicinske biokemije in laboratorijske medicinske genetike še specializirala. Na kliničnem oddelku za hematologijo v Ljubljani je zaposlena že 20 leti, od leta 2008 pa vodi specializirani hematološki laboratorij. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s področjem hemato-onkologije in laboratorijske diagnostike v hematologiji. Doktorica Helena Podgornik, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Kar dolg uvod je to bil, razgibana je ta vaša kariera. Ja, v bistvu mogoče pred tistim letom, 20 leti nazaj, je predtem še 10 let dela na področju biotehnologije. Jaz sem prišla iz čisto drugega področja. Z kemijskega, ne? Ja, tako, to je bilo interdisciplinarno, kar je biotehnologija oziroma področje bioremediacije, kar je danes sploh popularno. Tako da sem povsem zamenjala področje po 10 letih svojega dela, tako da je bila to zelo taka dramatična odločitev takrat prekiniti na novo in začeti na novo. Predtem sem bila na fakulteti, tako da asistentka. Preden greva k dramatičnim odločitvam, vaše delo jih je zagotovo vse polno. Rekli ste bioremediacija, nekaj takega. Doktorica Podgornik, naj vas kar na začetku vljudno prosim, da ste čim bolj enostavni, ker vi se v očeh recimo laične javnosti, vsaj v mojih, ukvarjate malo da ne z jedrsko fiziko, s to molekularno, celično tehnologijo, vidite tja, kamor običajno oko nikoli ne seže, predvsem pa teh področji ne razumemo. Medicina se tako hitro razvija, da še tisto, kar o tem preberemo, danes ni več aktualno, če smo brali včeraj. Povejte mi, rekli ste 20 let je tega, ko ste in še nekaj več sprejemali eno tako dramatično odločitev v svojem življenju, šli ste na novo področje. Vam je bilo kdaj za to žal ali ste hvaležni takrat svojemu, da rečeva, pogumu? To je v bistvu, jaz vedno rečem, da je bila ta moja pot v smislu alkimista. Jaz sem se počutila, ko sem enkrat prišla na področje hematologije oziroma laboratorijske hematologije, da sem natančnejša, kot bi prišla domov. Kot da me je celo življenje sem vodilo preko zelo nekih stranskih poti, ampak ko sem se odločala za študij, v tistih časih seveda interdisciplinarnih študijev biokemije, mikrobiologije, niti genetike, celične biologije, tega ni bilo. Tako da seveda smo študirali take klasične predmete, kemija, biologija in tako naprej. Ampak tista izvorna želja pri mojih 18 letih je bila genetika. Bolj natančno citogenetika, pa niti vedela nisem, da je to pravzaprav to področje. In ko je prejšnji predstojnik, profesor Črnilič, pravzaprav mi povedal na razgovoru za službo, kaj pravzaprav iščejo, zakaj iščejo človeka, se je meni tako kar vesolje odprlo in se mi zdelo, da res je to, kamor me je pripeljalo. Tako da ne, niti en dan v življenju tega nisem obžalovala. Zahtevalo je veliko od mene takrat ta menjava
stopiti iz nekega cone udobja in začeti na novo ni tako lahko, ko si star pač 35 let, če tako rečem. Ampak ja, ni bilo dneva, ko bi obžalovala to svojo odločitev. Povejte nam, kaj je takrat profesor Černelč dejal, kaj potrebujejo, kaj v resnici vi v vašem laboratoriju počnete? Ja, mene so takrat dejansko zaposlili z namenom, da vzpostavim laboratorij za citogenetiko. V tistem času so sestavljali laboratorij 4 podlaboratoriji, če tako rečem, ki jih imamo seveda tudi še danes. To je hemostaza, potem pa citologija, pretočna citometrija in pa molekularna genetika, ki je takrat bila tudi še zelo v povojih. Medtem ko citogenetike pa na hematologiji še ni bilo in to je bil pravzaprav osnovni namen moje zaposlitve, no, ko sem prišla. Tako da ta laboratorij je potem tudi bil vzpostavljen in tudi še danes imamo teh 5 laboratorijev s tem, da vzpostavljamo v tem trenutku tudi 6., ki je celični laboratorij. Tako, o tem ogromno poslušamo. Kako bi razložili, kaj je citogenetika v 2 stavkih, tako da lahko razume vsakdo? Torej, to je proučevanje kromosomov. Zelo preprosto. Kromosomi vsi vemo, si predstavljamo tisti X, ne? Zdaj mi pa seveda jih proučujemo tako, kar se tiče njihovega delovanja, kot njihove strukture, predvsem pa seveda v kontekstu krvnih bolezni, njihovih napak, če tako rečemo, oziroma sprememb, ki nastanejo. Ne? Je s tem povezano to mnenje, da je vaš specializirani hematološki laboratorij, ki ste ga vzpostavili, da velja za srce in možgane hematološke klinike? Ja, zdaj, ko govorimo o tem lepem izrazu srce in možgani, bi mogoče začela z možgani, ne, s tem bolj racionalnim vidikom. Zakaj je to tako opisano? Torej, treba je realno vedeti, da praktično povsod v svetu je hematologija tista, kjer je povezava med laboratorijem in pa kliniko zelo močna, verjetno na področju medicine najmočnejša. Torej, hematologija brez laboratorijskih preiskav pač ne moreš delati, zelo preprosto. In seveda, če to želiš in pri silovitem razvoju na tem področju, je potrebno to laboratorijsko dejavnost zelo močno zasnovati in jo tudi podpreti. Če sem zelo konkretna, danes imamo v našem laboratoriju zaposlene 4 doktorje znanosti, 4 specialiste, od skupaj 30 ljudi jih imajo praktično razen ene sodelavke starejše vsi univerzitetne izobrazbe. Torej, če pogledamo že samo strukturo kadra, ki tukaj dela, je zelo visoka. Zdaj seveda mi ne samo, da na rutinski ravni vsakodnevni delamo res zahtevne preiskave, uporabljamo zahtevne metode, opremo in vse, kar pač potrebuje zelo izobražene ljudi, predvsem tudi podpiramo vse ostale pomembne funkcije, ki se izvajajo v ustanovi, kakršna je Univerzitetni klinični center, se pravi celotno terciarno dejavnost, kar pa obsega znanstveno-raziskovalno delo, pedagoško delo, usposabljamo specializante, študente, delamo z doktoranti, skratka, ta vidik možganov je seveda, se nanaša na te dejavnike. Zdaj, kar se tiče pa srca, ne, pa mislim, da, in tega sem zelo vesela, no, da je tudi zraven, ker seveda, če govorimo o tem delu intelektualnega doprinosa, zato smo tukaj. Ne. Kar se tiče pa srca, je pa tako, ne, da mislim, da smo laboratorijsko osebje pač ena od tistih delov zdravstva, ki je neviden v ozadju in za katerega verjetno zelo veliko ljudi niti ne ve, da obstaja in da je ključen pravzaprav pri tem, da vse stvari sploh funkcionirajo. Vemo, ko čakamo kakšne izvide s tako nestrpnostjo. Pa takrat veste za nas, kadar reče, to je bila pa laboratorijska napaka ali pa v laboratoriju vse stoji, drugače pa takrat, ko vse gre po navadi, ne, kadar je vse prav. Jaz lahko rečem, da je v bistvu tukaj, ravno na hematologiji zaradi te tesne povezave med kliniko in laboratorijem zelo, zelo jasno tudi vsem, ki smo v laboratoriju, kako zelo za vsako epreuto stoji človek. In zato res od naših ljudi to tudi seveda pričakujemo
in oni to dobro vejo, da vsak korak je narejen, vsaka preiskava, ki se izvaja, vse, kar delamo zato, ker je odzadaj nekdo svojo zgodbo, ki je običajno težka. In seveda mislim, da to tako prejšnji predstojnik, predvsem pa zdajšnji, zelo, zelo dobro vejo, da tukaj v laboratoriju imajo ekipo ljudi, ki ne delajo tega pač po nekem avtomatizmu, ampak ekipo ljudi, ki dela to s srcem. No, tako. Povejte nam, profesorica, doktorica Helena Podgornik, zdaj laboratorijsko delo, ko sem danes prišla k vam, čeprav ste vi pri nas na obisku, se hecam v podcastu, je to cela mala tovarna laboratorijska, kot je možno videti skozi steklo. Tisto, kar me kot laika seveda zanima, je, ko vi dobite neke vzorce človeka, ki čaka, ali boste pri njem potrdili, da nimo diseminirani plazmocitom, levkemijo, kaj takega težkega, kot pravite, težke zgodbe so pri vašem delu. Koliko je, ko opravite vse te preiskave z vsemi temi vašimi aparati in tako naprej, stvar neke subjektivne presoje tega strokovnjaka, ki to počne, in v kolikšni meri je to v osnovi tak tehničen proces? Ja, zdaj zvedeti, najprej bi mogoče začela tako, ko mi obravnavamo eno zahtevnejšo bolezen, kot ste jo recimo omenili, ste diseminirani plazmocitom ali pa eno akutno levkemijo, gre za večstopenjski proces. Tukaj ne gre za to, da nam ena preiskava odgovori v celoti na vprašanje. Se pravi, začne se nekje in potem prehodimo neko pot v tem diagnostičnem postopku in na koncu te poti običajno imamo odgovor, ki je celovit in ki dejansko odgovori na vsa potrebna vprašanja, če tako rečem. In ti koraki, če bi se na vaše vprašanje osredotočila, so nekateri precej objektivni, merljivi, seveda, nekateri pa podvrženi bolj subjektivni presoji. Tisto, kar absolutno želimo v laboratorijih vedno doseči, je, da so naši rezultati maksimalno objektivni in da so čim manj podvrženi subjektivni presoji, vendar seveda tega ne moremo v celoti izločiti. Ko pogledamo skozi mikroskop, kar je še vedno ena zelo ključna, temeljna preiskava, je vedno tam človek, ki gleda v mikroskop. In celo se izkaže, da ko gre za resne bolezni, tudi umetna inteligenca še trenutno ne more dosegati tega, kar nek izkušen človek lahko pove. Po drugi strani, ko analiziramo kromosome, je ista zgodba. Tukaj so subjektivne presoje. Zdaj seveda pa imamo ogromno enih točk preverjanj, s katerim mi zagotavljamo, da je ta vpliv subjektivne presoje nikakor ne more, če bi rekla temu, zgrešiti, da bi se tukaj zgodila velika pomota. Tako da to je pravzaprav naša temeljna naloga, da izključimo, da bi zaradi subjektivne presoje prišlo do napak. Seveda pa je, koliko hitro nekdo dela, kako natančno dela, kako dobro dela. Lahko si predstavljate, da nekdo, ki 30 let gleda v mikroskop, vidi drugače in hitreje, bolje presoja, kot pa nekdo, ki je pol leta pri nas. To se razume. Ampak gotovo pa naredimo vse, da minimiziramo vse mogoče, te subjektivne vplive, kolikor je pač mogoče. Spomnim se, kakšnega pol leta nazaj je profesor Zver na eni novinarski konferenci prav z eno žalostjo se ozrl k dejstvu, da je šla ena vaša kolegica v pokoj takrat, zdaj na pamet govorim, 30-40 let je delala, tukaj je rekel, ona je znala iz preprostega vzorca povedati tisto, česar tudi v kliniki recimo potem niso, ali pa bi rabili več časa, da bi prepoznali. Sprašujem, kako pomembna je intuicija pri vašem delu. Pravite, vse se večkrat preverja objektivno in tako, ampak tista vaša radovednost, ena slutna, da je treba še to pogledati, še to oženiti s tem in tako naprej. Kako je to važno? Ja, zelo zanimivo vprašanje in tudi zelo pomembno v bistvu. Ja, jaz mislim, da predvsem s časoma, ko dobiš
tiste izkušnje, ne pustimo tisto začetno uvajanje, ko človeka pripelješ na tisto raven, da je lahko samostojen, da začne delati. To mora biti zelo precizno definirano, da ga ne učiš tiste ABC, ne, poštevanka je vedno potrebna, ne, da jo znamo. Tam in najbolj zoprn del, ne? Tako, in nikomor ponavadi ne ljuba, ne. Ampak potem pa postaja ravno to dejansko pri teh preiskavah, kot sem rekla, ko mi pravzaprav zlagamo delčke skupaj in da pridemo do odgovora, je ta vpliv, ko nekdo ima to, ko ima ta šesti čut, da je odzadaj še nekaj izjemno pomemben. In to vidim pri res teh mojih sodelavcih, ki so na teh pozicijah, ki se odločajo, kako to doprinese, ko kdaj pride kdo čez vrata pa reče, meni to ni všeč, pa rečem, kaj ti ni všeč, pa mi ne zna včasih odgovoriti, sem prav, meni to ni všeč, a pogledaš še ti, a ne? Potem pa začnemo gledati in potem tudi seveda vidimo. Gotovo. In to se ve, da tudi možgani tako delujejo, ko nekaj pravzaprav povežejo, pa mi še ne vemo, kaj so povezali, takrat se nam sprožijo ti občutki, a ne, da nekaj pa je. In je temu treba prisluhniti in je to treba zelo resno vzeti in se usesti in pogledati. Ne? Tako da absolutno zelo pomembno in mi smo seveda pretežno ženski kolektiv in moram reči, da mislim, tukaj tudi je ta moč te ženske intuicije, ko kar ne moreš, a ne, pa si vzameš čas, pa še sediš, pa še enkrat greš, pa še enkrat preveriš in potem se velikokrat izkaže, da je nekaj bilo, a ne, tam od zadaj. Tako da absolutno to ni zanemarljiva stvar, tudi ko probaš čisto vse objektivizirati, vse zapisati, popisati, kar zahteva kakovost, pa tukaj ostane še vse tisto, kar ni moč ubesediti, pa ključno doprinese. Ključno. Rekli ste, pri nas smo večinoma ženske, tako se mi zdi verjetno, da v številnih laboratorijih drži recimo ta formula. Zakaj? Zakaj žensko ali pa večinoma ženski spol zanima ta laboratorijska diagnostika, laboratorijska medicina? Gre za eno vejo, ki ni tako na očeh, ne žanje velike slave, je v ozadju, trdo dela, kot pravim, tovarna, mravljišče. Zakaj so tukaj ženske večinoma? Zdaj, seveda, mogoče razlogov je več. No. Jaz bom izpostavila tiste, za katere verjamem sama, da so. Najprej gre seveda vendarle izvorno za poklic, v katerem je zelo izražena skrb za drugega, kar vemo, da pač nam je ženskam bolj lastno. Se pravi, celoten nabor zdravstvenih poklicev ima to komponento. Tudi to, da ni tako izpostavljen na očeh javnosti, je pravzaprav bolj ženska komponenta, ni toliko te slepo moči, če tako rečem, kar je mogoče bolj na drugi strani. Zdaj, če gremo pogledati prav poklic laboratorijske biomedicine, ki je kot študij na fakulteti za farmacijo, ima v bistvu zelo visok prag za vpis. Se pravi, sprejema, kar zopet vemo, da so dijakinje bolj pridne, kar se tiče uspeha, da bo jasno, se tukaj je zopet stvar razprave, kakšen je naš šolski sistem, kakorkoli gre res za vpis izjemno uspešnih dijakov in v pretežno deklet. Zdaj, kar se tiče pa našega prav dela, vrste dela, je pa tukaj gotovo tudi treba iskati razloge. Tukaj je veliko enih procesov, ki so večstopenjski, ogromno ročnega dela, ogromno potrpežljivosti, ogromno ene vztrajnosti, počasnosti, ponavljanja, torej procesov dela, ki zopet v splošnem vemo, da nekako so ženskam bliže oziroma so bolj potrpežljive pri tem, ko jih izvajajo. Če gremo gledati, ne vem, ko ti analiziraš 20 metafaz, kot mi temu rečemo, kromosomov pri enem bolniku, to je ogromno ene analize, enih črtic ali pa celic pod mikroskopom, resnično eno drobnjakarsko delo, korakec po korakcu, ki pač po mojih izkušnjah, pa ne bom rekla, seveda imamo tudi fante, ki se odlično obnesejo, ampak v veliki večini so pa to dekleta. Kaj pa to pomeni za drugo stran, torej za tisto drugo stran, ki jo gledate skozi mikroskop, za tega bolnika? Zakaj so vaši izsledki tako pomembni zanj? Ker že zdavnaj več ne zgolj zato, da postavite diagnozo
seveda moramo tukaj vendar ločiti, imamo tudi nekatere preproste preiskave, ampak mi smo le specializirani laboratorij, kjer delamo precej kompleksno obravnavo, to diagnostično bolnikov, z različnimi boleznimi. Kot sem že omenila, mi sestavljamo zadeve in ko pridemo do konca, do vseh teh preiskav, izsledke vseh teh preiskav nekako vedno primerjamo, pogledamo, če so skladni, če ni kaj v nasprotju, dopolnimo, nadaljujemo, dodamo, dokler ne pridemo do celovite informacije. In ta zdaj celovita informacija ima pravzaprav tako 4 zelo pomembne komponente. Najprej moramo na koncu priti do celovito opredeljene bolezni, klasificirane, razvrščene v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi smernicami. In ko pridemo do tega, imamo pravzaprav tudi že odgovor, ima zdravnik odgovor, kakšno je najustreznejše zdravljenje za tega bolnika in sicer z več zopet vidikov. Kakšna je napoved poteka te bolezni, ker je bolezen tako zelo opredeljena, se precej dobro tudi ve, kaj pričakovati. Običajno lahko včasih, to ni nujno, ima na voljo popolnoma specifično tarčno zdravljenje, ko se določijo določeni označevalci. In tisto, kar je tudi zelo pomembno kot 4. vidik, je pa seveda to, da mi to bolezen lahko tudi zelo natančno in zanesljivo spremljamo v samem procesu zdravljenja in po njem. In to so ti 4 cilji, zaradi katerih mi vse te korake naredimo, da je potem to nekako celovit diagnostični komplet. Tako da jaz bi samo mogoče to na začetku rekla, kaj se meni zdi tako zelo pomembno. Ko mi začnemo s tem procesom, je v hematologiji običajno tisti prvi korak krvna slika, največkrat. In jaz res vedno rečem, da je tako zelo pomembno, da v vsakem zdravstvenem domu v Sloveniji to počnejo ljudje z vso odgovornostjo in znanjem, ki ga imajo, ker noben bolnik ne pride najprej k nama, veste? Najprej gre vsak svojemu zdravniku, in tam se lahko ustavijo stvari, tam lahko ne gre naprej, če odzadaj niso. Tako da definitivno je začetek vsake diagnostike tam. Mi nadaljujemo seveda in tudi ponavljamo stvari, ampak ni samo naše znanje ključno, je tudi znanje vseh teh naših kolegov na nižjih ravneh. A je to v resnici edini specializirani hematološki laboratorij? Vemo, vi ste v terciaru, najtežji bolniki, najtežje preiskave, najkompleksnejše se godijo tukaj, v teh prostorih, v tej vaši tovarni. Ja, to pa ja, v Sloveniji smo edini, smo specializirani hematološki, se pravi tisti, kjer je na enem mestu zbrana celotna diagnostika za vse najtežje bolnike v Sloveniji. To pa je gotovo, ja. Prej ste dejali, ena od teh pomembnih komponent je, da spremljate bolnika, kako njegova bolezen teče, kako se obnaša, kako se odziva na zdravljenje. Zdaj verjamem, čeprav ste rekli, ta vaša diagnostični postopek je razdeljen v različne faze, ampak si mislim, ko dobite prvič pacienta pod svoj mikroskop, je drug odnos, ko ga dobite že, ne vem, ko se že 5 let bori z neko boleznijo in tako naprej. In potem ste vi tisti prvi, ki vidite, kaj se z njim v resnici dogaja. Kako to nosite kot človek, kako se s tem soočate? Ja, to je res zanimivo, ker, kot ste rekli, večina od nas obrazov ne pozna. Mi poznamo imena, priimke, datume rojstev, zgodbe, ker zgodbam seveda sledimo, ker smo del tima vsakodnevnega raporta in tako naprej. Nekaj naših kolegov hodi, seveda so zraven na punkcijah, te vidijo bolnike, ampak to je manjši del. Večina pa vidimo pravzaprav samo epruete, pa izvide pišemo. Ampak te bolniki, ki se vračajo, resnično ta imena, priimke seveda poznamo. In moram reči, to je zanimiva iztočnica, ki ste jo dali. Ko delaš za nekoga, ko veš, ko ga spremljaš, je dolgo v remisiji ali pa bolezen miruje, v glavnem ga skoraj ne vidiš več, potem pa zagledaš ponovno, pač po nekem označevalcu, da se bolezen ponovi ali kakorkoli, to vedno doživimo res na neki osebni ravni.
Mi imamo recimo v laboratoriju opredeljeno, kdaj odreagiramo, kdaj dvignemo telefon, pokličemo zdravnika, katere vrednosti so tiste, ko moramo opozoriti, da slučajno se ne spregleda. Ampak pri takih stvareh, ko se bolezen začne pojavljati na neki majhni ravni, ko jo ravno zopet prvič uloviš, ne bi bilo treba klicati, ampak verjemite mi, da čisto vedno se dvigne telefon, pa pokliče zdravnika, pa reče, joj, to je pa pozitivno bilo, kaj pa zdaj toliko, da se slučajno ne spregleda, da slučajno ne mine preveč časa. Jaz mislim, da z vsemi temi imeni in priimki smo mi na intimni ravni zelo povezani, ker zelo dobro vemo in jaz mislim, jaz sem tukaj 20 let, ampak pride kakšen bolnik po 10 letih, pa slišim ime priimek, pa rečem, a on, tako da mi rečejo, a ga poznaš, pravim, ja, po imenu v priimku, tako da, tako smo zelo povezani, čeprav bolniki ne vejo. Dobro, prej ste rekli, pomembno je to delo, ker vi določite, opredelite bolezen od A do Ž, da poenostaviva. Meni se zdi, ko poslušam o teh boleznih, da jih je vedno v resnici več, vedno več različnih podtipov, tega je ogromno. To je subjektiven občutek. Kaj pa kažejo vaše izkušnje? Ja, zdaj to bi mogoče razdelili na dve vprašanji. Ali je bolezni več? Pa začniva tukaj. Gotovo je več bolezni, ki so izrazito povezane s staranjem prebivalstva. To ni nobenega dvoma. Diseminiranega plazmocitoma vidimo več mielodisplastičnih sindromov, ampak to je eno splošno opažanje in to so tudi izrazito bolezni, ki so povezane s staranjem, v smislu staranje organov, če rečemo, ali pa hematopoetskega sistema. Tega je več. Pred kratkim sem tudi videla podatek, da smo recimo Slovenija v vrhu incidence kronične limfatične levkemije v svetu. Nekatere bolezni res opažamo, to pojavnost večjo. Zdaj, kar se pa tiče večjega števila vrst bolezni, je pa gotovo tudi res ravno zaradi tega, Zaradi vas in vašega dela. Tako, ampak je mogoče kot ilustracijo, ko sem pred 20 leti začela delati na tem področju, je ravno stopila v veljavo prva klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je 3 podvrste akutnih mieloblastnih levkemij utemeljila na genetskih spremembah. In to je bilo to. Danes seveda je trenutno veljavna iz lanskega leta. Bi težko vam povedala, koliko podvrst je. 11 je podskupin, potem imajo pa te podskupine znotraj še podskupine glede na genetske spremembe, tako da skupno približno 95% bolnikov opredelimo na osnovi genetskih sprememb. In seveda vsaka od teh nekako podvrst, vsaj teh 11 sklopov, je bistveno se razlikuje od druge. In to se nam seveda dogaja na drugih področjih bolezni. Takrat je bila samo mieloblastna levkemija, danes seveda je to spekter bolezni, ki je tako razdeljen. Druga stvar je pa, da pred 20 leti, jaz sem hiši prišla približno istočasno kot Glivek, je bil dostopen slovenskim bolnikom s kronično mieloično levkemijo, se pravi prvo tarčno zdravilo. Danes pa seveda imamo tak nabor tarčnih zdravil, predvsem pa, ko gledamo te linije produkcije tarčnih zdravil različnih farmacevtskih družb, to je neverjetno, kaj vse se razvija in dogaja. In seveda vsa ta tarčna zdravila nekako potrebujejo in zahtevajo tudi določitev tarče. Ali pa to je ena stvar, imamo zopet tukaj eno delitev na podskupine, ali je nekaj pozitivno na eno tarčo ali ne. In potem, kar se nam zdaj začenja dogajati s širšo uporabo tarčnih zdravil, se nam pojavljajo tudi odpornosti na ta zdravila, ki pa zopet vključujejo druge gene in te določamo. Skratka, tukaj je ena stvar, ki se samo širi, in seveda tudi ta preglednost postaja problematična seveda tudi za nas, samo si predstavljam za bolnike. Ko ste rekli kronična limfatična levkemija, da so podatki, da smo največja pojavnost v Sloveniji. Visoko je v svetovnem vrhu. Zdaj, vse veste, kako je s temi podatki. Vedno pri slovenski populaciji moramo vedno vzeti v obzir, da vendarle naše številke so majhne in da se, ko v nekem obdobju pride do
nekih spremenjenih številk, to se kot neki deleži pokaže lahko zelo veliko, potem pa zopet pridemo v neko obdobje, pa se ne. Ampak ja, slučajno so pač bilo eno raziskovalno delo zdaj ravno na področju KLL-ja, ki se zaključuje in vsekakor smo proti vrhu, ja, po teh dostopnih podatkih. Je pa tudi gotovo, treba se zavedati, da imamo zelo dobro verjetno presejane bolnike in jih veliko odkrijemo. Sej to je ravno pri kronični limfatični levkemiji ključno, kako so ljudje pregledovani in kako pogosto se jih analizira, ker predvsem v obdobju preden imajo težave. Preden se razvijajo neki simptomi. Simptomi, ja. Dobro. Rekli ste, pri 18 sem šla v smeri, vedno me je zanimala genetika. Zdaj, koliko je ta genetika pomembna? Če gremo še recimo 10 let nazaj, je veljalo eno tako splošno, oziroma splošno smo učili, da je res velika večina rakavih bolezni, se pravi, nastane slučajno, naključno ali pod vplivom nekega zunanjega dejavnika, ki je dobro znan, opredeljen. In da je po drugi strani dednih in družinskih rakov relativno malo. No, z vstopom novih tehnologij, predvsem sekvencirane naslednje generacije, ko se je začelo rutinsko analizirati ne samo krvne rake, ampak tudi širše solidne tumorje, je pa ta zgodba postala nekoliko drugačna, oziroma mislim, da smo ravno v obdobju, ko se zelo intenzivno ukvarjamo z njo, pa se tudi še nekaj časa bomo, kako pravzaprav pristopati. Namreč v zadnjem obdobju je bilo odkrito res veliko mutacij v genih oziroma različic, kot jim rečejo, ki so v bistvu zarodne, se pravi, jih prinesemo s sabo na svet oziroma se dedujejo in ki predstavljajo določeno tveganje za nastanek rakave bolezni nekoč v življenju. Te seveda spremembe imajo eno lastnost, ko se reče pač penetranca, kot se to imenuje, se pravi, verjetnost, da se bo bolezen tudi potem nekoč v življenju razvila, je različna. Pri nekaterih genskih mutacijah, ki so dobro poznane, kot je recimo brca pri raku dojke, se kar ve, da je verjetnost zelo velika. Mi imamo na področju akutnih levkemij mutacije v genu CBPA, kot jih imenujemo, ki imajo tako rekoč 100% penetranco, se pravi, nekoč v življenju bo do tega prišlo. In imamo potem druge, ki pa nimajo take verjetnosti, se pravi, imajo nižjo, morda bo nastala bolezen, morda pa ne bo, pa je ta mutacija prisotna. Zdaj, v bistvu ta spoznanja predvsem, oziroma te najdbe, so pogosto pač del analize. Včasih smo mi analizirali gene tarčno, pa iskali spremembe, danes seveda sekvenciramo paleto genov in je vedno več teh najdb in vedno več spoznanj. Tukaj seveda se odpirajo številne dileme, in to so resnično, kaj pravzaprav to potegne za sabo pri posamezniku, pri njegovi družini, koliko je ta informacija sploh relevantna zanj in za njegovo družino, ali je seveda smiselno obremenjevati bolnika tudi s takimi vprašanji. Na področju hematologije je pa zelo, zelo pomembno tudi vprašanje primernosti sorodnih darovalcev pri transplantaciji kostnega mozga. In zdaj vse te dileme, ki sem jih naštela, so trenutno odprte. Jaz sem veliko se o tem pogovarjala tudi s kolegi iz tujine, ker seveda gre vedno za vprašanje interpretacije v izvidih in definitivno se vsi soočamo z istimi vprašanji in niso še popolnoma seveda rešena in so tudi veliko je še odprtih in veliko se bo verjetno zdaj v bližnjih letih to razrešilo, kako pristopati, na kakšen način zavzeta. Prihodnost zdravljenja, hemato-onkologije, celične terapije, bispecifična protitelesa, še in še kliničnih preiskav je v teku. Kam gremo? Kaj smo se naučili? Vendarle smo se neke stvari naučili in videli, kronična mieloična levkemija je pravzaprav oglaševalska bolezen z vseh stališča, od čudovite zgodbe znanstvenega vidika do čudovite zgodbe z terapevtskega vidika in pravzaprav danes vemo, da polovica bolnikov
na nek način ozdravi, a ne vse, kar zdaj vidimo. Verjetno bomo morali še malo počakati, ampak recimo po dolgotrajni uporabi seveda tarčnega zdravljenja. Tako da gotovo upamo, a ne, in verjamemo, da nekatera zdravila, ki se razvijajo, in nekateri pristopi in celične terapije, genska terapija imajo ta potencial. Nesmrtni ne bomo postali, v to globoko verjamem, kar pomeni, da se bomo mogli pa sprijazniti, tudi če marsikaj preživimo, pa potem kar smo že prej omenili, s porastom bolezni, ki so povezani s staranjem. Tako da tukaj pač smo ujeti v ta krog življenja in temu ne bomo mogli pobegniti, je pa gotovo vsi ti napori in predvsem vse te nove terapije, ki so res fascinantne in fenomenalne način delovanja, odpirajo pač nove možnosti za preživetje bolnikom, ki so bili prej neozdravljivo bolni, in seveda tukaj je treba vse delati v to, da se čim bolj široko postanejo dostopne in tudi seveda, da jih ustrezno spremljamo. Se pravi, na tem vogalu je razlog za velik optimizem. Jaz sem v to prepričana, tudi rezultati so izjemno lepi že, tisti, ki jih že poznamo, pa tudi zelo, zelo obetavni v teh, kar vidimo tudi zdaj na naših izobraževanjih, od tega, kar prihaja. Tako da ja, odpirajo se res nove opcije. Jaz zopet, če se vrnem na začetek svoje poti tukaj, to je neverjetno, pri nekaterih boleznih. Če naredimo to primerjavo, kaj je bilo takrat na razpolago, pravzaprav neka čisto klasična, standardna kemoterapija s tistimi bazičnimi principi citostatikov, ki so preprečevali zgolj seveda razmnoževanje DNA, pa danes, seveda, ko imamo vse te druge mehanizme, ki dejansko zelo ciljno delujejo na tiste poti, ki so spremenjene, ki so bistveno bolj selektivni, bistveno bolj učinkoviti, bistveno manj neželjenih stranskih učinkov ali pa takih generalnih stranskih učinkov in seveda tudi z bistveno boljšimi rezultati. Doktorica Podgornik, koliko je vaš specializirani hematološki laboratorij prototip enega vseživljenjskega učenja? Koliko se morate vi učiti teh novih reči? Ja, zdaj najprej bom rekla tako, da če bi jaz, taka kot sem, delala v eni službi, kjer bi svojo življenjsko pot v celoti delala eno in isto, bi se neznansko dolgočasila. Po drugi strani pa moram priznati, da ta dinamika, ki pa je na našem področju, je pa dejansko res postala izjemno zahtevna. Učiti se moramo nenehno, predvsem moramo stalno biti na preži, slediti, v katero smer grejo in raziskave zdravil in razvoj metodologij. Istočasno pravzaprav postavljamo neke nove metode, vpeljujemo včasih vnaprej, zato ker pa niti ne vemo, a bojo določena zdravila prišla, a bojo določene preiskave potrebne. Preprosto zato, ker ko se to zgodi, ni časa. Vi morate vedeti, da ena vpeljava metod zahteva ogromno enega časa in denarja in usposabljanja ljudi. In ko eno zdravilo pride, ni več časa, da boš začel s tem. Tako da tukaj je res veliko stvari, ki potekajo vzporedno in morajo potekati, potem pa seveda tudi ogromno teh stvari pride v rutinsko uporabo. Stalno se moramo učiti se moramo vsi. Mi ogromno enih sredstev namenjamo v izobraževanje kadrov. Vsi zaposleni pri nas imajo možnost, da se 2-krat na leto nekje izobražujejo, seveda tisti, ki so višje, ki imajo odgovornejša dela tudi v tujini, tako da to res veliko vlagamo, ker je to nujno potrebno. Vaši prostori zdaj so novi, dolgo let ste jih čakali, zdaj ste v diagnostično-terapevtski službi. Ti prostori so bili od vsega začetka namenjeni laboratorijem, je pa skupaj trajalo dobrih 11 let, da so se tudi opremili do te mere, da smo danes tukaj. Ja. Kaj je zdaj drugače? Ja, vse. Če bi bili v naših prejšnjih prostorih, bi verjetno tega niti ne vprašali. Imeli smo res izjemno malo prostora, koše za smeti sredi laboratorijev, ker ni bilo več nikjer, nismo imeli več prostora za aparature.
električne napeljave niso več podpirale priklopa novih aparatur, med sabo so se motile, tako da res smo se soočali z izjemno prostorsko stisko, pa tudi pogoji so bili povsem neprimerni, tudi z varnostnega vidika, pogojev za delo ljudi. Tako da, torej, kar se tega tiče, res smo šli izjemno na boljše, tako da tudi tukaj se odpirajo nove možnosti in tega sem res vesela. Doktorica Helena Podgornik, kaj ste, ko niste v laboratoriju? Tako, no, jaz res mislim, da kot vsak izmed nas pravzaprav opravljam, igram veliko vlog v življenju, no. Vodja laboratorija je ena izmed njih, ampak nikoli, ne glede katero sem opravljala, ni bila na prvem mestu nobena, ampak sem predvsem mama in žena na prvem mestu. No, tako. Zdaj moram reči, da moji 3 otroci so vendarle zdaj že odrasli oziroma najmlajši na pragu odraslosti, kar mi dovoljuje in me razvaja z enim razkošjem, ki ga zadnjih 20, 25 ali pa 30 let nisem imela, in to je čas. No? Razpoložljiv, neprimerno več, kot ga je bilo prej. No, ta čas, ne, z otroki je bil vendarle izjemno dragocen, zaradi tega, ker gre mimo in se nikoli ne vrne, in tega sem se skozi in skozi zavedala, tako da sem poskušala to res kombinirati, kolikor se je dalo. Z možem sva te najne otroke v glavnem imela sama, ker nismo imela neke socialne mreže, tako da sva jih zelo hitro vključila vse tisto, kar naju res veseli, to je pa predvsem narava v vseh svojih lepoti in oblikah, gibanje v njej, športi, potovanja, čudenje naravnim znamenitostim, zgodovini, kulturi. Tako da smo res veliko lepih trenutkov skupaj preživeli, no zdaj pa mislim, da bo poleg za vse našteto čas tudi za malo več za knjige, ki jih imam zelo rada, pa razmišljam pa tudi o tem, no, da mogoče je pa res že čas, da se začnem usmerjati svoje misli, ki bi lahko bila še koristna s tem razpoložljivim časom, ki zdaj je in ki ga prej ni bilo, ampak moram priznati, da se mi še vedno zgodi, da se usedem na kavč in sem presenečena, da lahko sedim v miru in se tega iz srca veselim. Pravzaprav seveda leta prinesejo tudi to, da malo več časa rabiš zase, in meni je in mir, in tišina, in vrtnarjenje tudi že pri srcu, sem že tam, no, tako. Krasni hobi, vse dobro, čim več časa v zasebnem življenju, čim več uspehov v vaši karieri, v poklicnem življenju in vse dobro, profesorica doktorica Helena Podgornik. Hvala tudi vam. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!